Sedaj vabim dr. Bojana Godešo, da poda svoj referat. Ali je slovenska politika obžalovala svoje odločitve leta 1918? Hvala lepa za besedo. Spoštovani, dr. Anton Korošec upravičeno velja za slovenskega politika, ki je imel največje zasluge v prelomnih časih prehoda iz Habsburške monarhije v Jugoslavijo. Tako Valjka Lukan, ki sicer tudi zelo kritično obravnava ravnanje tedanje slovenske politike, ki je dejal Ton Korošec, označuje ta čas za njen zvezni trenutek. Sicer pa je bil v očeh sodobnikov Korošec pogosto razumljen celo kot Mojzes, navajam, ki je prevzel in nadaljeval Krekovo delo ter vodil svoj narod v obljubljeno deželo, v Jugoslavijo, našo svobodo. Konec citata, kot je zapisal pater Kazimir Zakrajšek. Dvom o Koroščevi privrženosti Jugoslaviji so med svetovnima vojnama skušali zasejati predvsem politični nasprotniki, unitaristično in centralistično usmerjeni slovenski liberalci. Privržence SLS so skušali kar najbolj črniti kot avstrijakante, do zadnjega zveste avstrijske patriote, njihove težnje po avtonomiji pa so prikazovali kot separatizem. Za to vrstne obtožje slovenski liberalci niso imeli opremljivih dokazov. Sicer pa se slovenski liberalci v času Habsburške monarhije v priseganju lojalnosti dinastiji in cesarju, kot je razvidno iz raziskav Jurija Perovška, niso razlikovali od katoliškega tabora. Kljub temu si je Korošec v mesecih tik pred smrtjo, v času najbolj protislovnega in spornega delovanja, prislužil pri nasprotnikih očitek, da je zgolj konjunkturni, ne pa pravi Jugoslovan. Sicer pa je bilo delovanje SLS in njen odnos do Jugoslavije v času med obima vojnama, pri katerem gre za razmeroma kompleksno problematiko, obremenjeno z mnogimi zmotami, potikanji in stereotipi, v znatni meri že raziskan. V prispevku se bom posvetil predvsem vprašanju, ki je zajeto v naslovu posveta, in to predvsem z vidika, ali lahko prevrat leta 18 resnično razumemo tudi kot prelom, ki predstavlja dokončno in trajno odločitev v slovenski nacionalno-politični misli in praksi, ali pa so se v tem pogledu morda kasneje pojavile tudi še kakšne dileme oziroma recidivi. Pri analizi te problematike ne bom obravnaval niti različnih pogledov na odločitve v letih 17 in 18, ki izvirajo iz določene nostalgije ali tedanje politične opredelitve, na primer Škrepčeva ocena Korošca, da ne seže Šusteršiču niti do kolen, pa če tudi lestev pristavi, niti mnen tistih, ki z današnje perspektive pretirano kritičo, včasih tudi povsem ahistorično vrednotino ravnanje Korošca, Kreka in Jegliča v prelomnem času. Vprašanje si je kot delovno hipotezo zastavil že France Dolinar, ne gre ga zamenjevati za Franceta Martina Dolinarja, našega kolego, ki je, to je pač za drugo duhovnika, ki je živel v migraciji, ki je v glasu slovenske kulturne akcije leta 1944 z izbiro naslova članka, ali je Korošec leta 1937 res obžaloval svojo politiko v letu 1917. Po njegovi zaslugi se je v okrogih slovenske politične migracije zastavilo vprašanje, ali so predvojni katoliški politiki obžalovali odločitev za vstop v jugoslovansko državo leta 1918. Povod za Dolinarjev poseg je bil članek Erzbischof Jeglič in dr. Korošec Bereuten ihre Politik von 1917 v Dunajski reviji Donau Raum. Dolinar je prepričljivo dokazal, da gre za pomanjkljivo in nenatančno interpretacijo in da stališče o Koroščevem in Jegličevem domnevnem kasnejšem razočaranju o odločitvi za Jugoslavijo ne vzdrži kritične analize. Prispevek je Dolinar sklenil z gotovitvijo, navajam. Kritična Koroščeva biografija bo torej mirno izločila v navednicah pomembno izjavo, kakor jo sporoča DRMT, to je Metod Turenšek, ker je nezadostno izpričana. Dopisnik Dona Roma po lastništvu lista, tudi z skrivljeno interpretacijo Korošcu pripisanih besed, ni mogel nuditi drugega kot prehitro veselje nad skesanjem grešnikom Korošcem, ki še danes, vkljub vsem zgodovinskim raziskavam, velja posebno konzervativnim krogom v Avstriji za grobo kopa podonavske monarhije. Konec navedbe. Z razpravo je nadaljeval Ruda Jurčec z objavo pisma koroškega Slovenca Joška Tišlerja v svojih spominih skozi luči in sence. V njem je Tišler zapisal, da mu je Korošec tik pred začetkom druge svetovne vojne avgusta 1939
v Begunjah povedal naslednje, navajam: če je kakšna možnost, da se Jugoslavija vzpostavi, tedaj Jugoslavija. Če pa ni nobene možnosti, da se Jugoslavija obnovi, tedaj vsi pod Italijo, tam boste vzdržali in pričakovali novo Jugoslavijo. Najslabša Jugoslavija je za Slovence najboljša rešitev. Izbire nimamo. Konec navedbe. Vsebina pisma je Dolinarjevo mnenje nedvoumno potrdila, ter se je s tem razprava zaključila. Vendar je objava Tischlerjevega pisma pomembna predvsem zato, ker je bila izjava o Begunjah na to zgodovinopisu sprejeta kot Koroščev neformalni testament, čeprav sodobne poglobitve v to problematiko kažejo, da je govor na to vprašanje vendarle manj enoznačen in bolj kompleksen, kot pa ga je ponudil Tischler v omenjenem pismu. Koroščeva izjava, ki jo je dal na predvečer druge svetovne vojne v Begunjah Tischlerju, navajam: če je kakšna možnost, da se Jugoslavija vzpostavi, tedaj Jugoslavija, ter izjava najslabša Jugoslavija je za Slovence najboljša rešitev, vsekakor predstavlja ustrezno interpretacijo Koroščevega videnja slovenskega položaja v času med svetovno vojno. V tem kontekstu je komplementarna z izjava, ki jo je zabeležil France Dolinar, ko je Korošec odločno zavrnil dr. Antona Breclja, ki ga je hotel pregovoriti, naj bi poslal koga v zamejstvo z nalogo delati za neodvisno Slovenijo izven Jugoslavije, z besedami, navajam Koroščeve besede: pojdi sam, jaz s tem nimam posla. Konec navedbe. Za smernice za delovanje v času druge svetovne vojne, v katerih naj bi Korošec priporočal, če pa ni nobene možnosti, da se Jugoslavija obnovi, tedaj vsi pod Italijo, tam boste vzdržali in pričakovali novo Jugoslavijo, lahko zgolj ugotovimo, da njegovi nasledniki na čelu SLS o napadu sil v Jugoslavijo tem napotkom niso sledili. Aprila 1941 je predvojna politična elita prepričana, da predstavlja agresija tudi debelacijo Jugoslavije, to je prenehanje njenega obstoja kot mednarodnopravnega subjekta, prizadevala za vzpostavitev slovenske države, ki naj bi pristopila k trojnemu paktu. Z uresničitvijo te zamisli bi predvojna elita aprila 1941 ponovila zgodbo iz leta 18, ko so s prevratom prekinili državno-pravne vezi s Habsburžani. S tem namenom so po zgledu na leto 18, tudi 6. aprila 1941, ustanovili Narodni svet za Slovenijo. V skladu s pozitivno tradicijo iz časov agonije Habsburške monarhije so ustanovitelji računali, da bo Narodni svet tudi tokrat igral podobno zgodovinsko vlogo, to je v prelomnih časih poskrbeti za prehod Slovencev z enega državnega okvira, tokrat jugoslovanskega, v drugega, to je v samostojno državo pod okriljem si. Z vidika slovenskih dolgoročnih interesov to lahko danes gotovost potrdimo in v tem v slovenski družbi vlada soglasje, je bilo pravzaprav zelo koristno, da Narodni svet aprila 1941 ni uspel izpolniti predvidene v navednicah zgodovinske vloge. Hitler za takšne rešitve namreč nima posluha, za razliko od Mussolinija, ki bi tovrstne želje slovenske predvojne elite tudi uresničil, seveda, če bi imel možnost vplivanja na tedanje razmere. V kolikšni meri je ravnanje slovenskih predvojnih nosilcev oblasti ob napadu sil v Jugoslavijo predstavljalo kontinuiteto s Koroščevo politično usmeritvijo. Trditve razširjene v zgodovinopisu v prvih letih po osvoboditvi, da je bila Tisova Slovaška priljubljeni sen slovenskega klerofašizma, ker ni bil ravno Korošec po srečanju s slovaškim predsednikom Josefom Tiso začel zagovarjati podobno rešitev tudi Slovencev, se niso potrdile kot verodostojne. Če je premalo raziskana, da bi mogli potrditi, da je tudi Korošec razmišljal o oblikovanju slovenske države pod okriljem si, je vest, ki jo je v začetku oktobra 1940 pridobil jugoslovanski vojaški ataše Vladimir Bauhner v Berlinu. V Berlinu naj bi bil 1. oktobra 1940 predstavljen nov projekt, kjer se je prvič omenjena možnost, da bi avtonomna Slovenija prešla v sklop Tretjega rajha. Ta vest je tedanjega ministra Mihajla Konstantinoviča tako razjezila, da je Korošce razglasil za izdajalca, ki ga je treba čim prej likvidirati. Hkrati je Korošcu očital, da misli, da je to država na odpoved in da se je odločil, da bo deloval proti Jugoslaviji. V takih okoliščinah je prišel Korošec jeseni 1940, po več kot 20 letih skrbno gojenih pristnih odnosov v prvi resni konceptualni spor s kraljevim dvorom ter izgubil zaupanje in podporo kneza namestnika Pavla. Seveda je bil to le eden razlogov za knezovo privolitev, da kot Korošca odstranijo iz vlade in ga politično samijo, s čimer je bila zapečatena njegova politična kariera. Vendar je to namero prehitela nepričakovana Koroščeva smrt 14. decembra 1940. Kot je znano, za odločitev predvojne politične elite, da ob agresiji na Jugoslavijo poskuša vzpostaviti slovensko državo pod Hitlerjevim okriljem,
Niso bili v spredju ideološki motivi v smislu naklonjenosti fašizmu, čeprav v pretežnem delu katoliškega tabora niso videli nobenih resnejših težav s prilagoditvijo družbeni ureditvi, ki je vladala v totalitarnih režimih nacistične Nemčije, fašistične Italije, če se pri tem pusti neokrnjen vpliv katoliške cerkve. Ključno je bilo njihovo prepričanje v Hitlerjevo zmago v svetovnem spopadu. V tem pogledu je bilo njihovo ravnanje ob agresiji sil skladno s Koroščevim stališčem, ko je nemškemu veleposlaniku v Beogradu jeseni sporočil, da vidi, navajam, nedvomno edino možno zaščito svoje slovenske domovine v tem, da se najtesneje nasloni na os in zlasti na Nemčijo. Konec navedbe. V tem smislu Korošec vsekakor začetnik in pobudnik politične strategije, ki je privedla do aprilske pobude za ustanovitev slovenske države pod okriljem vsi, s katero so se v Narodnem svetu zbrani predstavniki predvojnih strank v svetovnem spopadu povsem nedvoumno opredelili za osni tabor, ki se je vojskoval za svetovno prevlado totalitarnega rasističnega novega reda. Sicer pa je to v slovenskem zgodovini več ali manj že transparentno pojasnjeno. Zato bom se zdaj posvetil kritični obravnavi Tischlerjevega zapisa o tedanjem Koroščevem prepričanju, namreč, da Slovenci druge izbire nimamo, razen Jugoslavije. Vsekakor lahko z gotovostjo trdimo, da je Korošec, in to ravno v tistem času, to je jeseni 1939, razmišljal tudi še o drugačnih opcijah. Prvi o tem javno spregovoril pater Kazimir Zakrajšek v Amerikanskem Slovencu v začetku januarja 1942. Navajam. Že leta 1939, ko sem se vrnil iz zadnjega svojega obiska Amerike, mi je pokojnik dr. Korošec povedal, da se boji za Slovenijo, ako bi se Jugoslavija razbila. Za ta slučaj pa je načrt, ki ga je imenoval angleški načrt, da se ustanovi nova državna unija, zveza držav, federacija, v katero naj pride tudi Slovenija. To federacijo imenujejo nekateri tudi Podonavska federacija. Katere države naj bi prišle v to zvezo, ni dr. Korošec. Vsi načrti pa imenujejo v tej federaciji Slovenijo. Zakaj naj bi ravno Slovenija v njih, mi je pojasnil dr. Korošec. Ta federacija, ako bo nastala, bo morala imeti morje, katerega ji morajo dati samo tisti, ki ga imajo. To pa smo mi, Slovenci. Konec navedbe. Korošec je za omenjeno zamisel uporabil izraz angleški načrt, ker je britanski zgodovinar Arnold Toynbee leta 15 v delu Nationality and the War, potem ko razmišljal o usodi Trsta po koncu vojne, predvidel tudi možnost ustanovitve slovenske enote s Trstom, katere porok bo Evropa. Ob tem je Toynbee ugotavljal, da neodvisna slovenska država ne bi bila najbolj zaželena, ker so majhne države, ki ležijo na pomembnih gospodarskih in strateških točkah, preveč ranljive in težko branijo svojo neodvisnost. Poleg tega je Toynbeeva knjiga išla februarja 15, torej pred podpisom tajnega londonskega memoranduma, ko vzpostavitev slovenske enote v takšni obliki v vojnih načrtih Antarktis ni bila več aktualna. Zakaj pa je ta zamisel v delu slovenske politike tedaj leta 1939 sploh postala aktualna? Po izbruhu druge svetovne vojne se je v sklopu načrtovanja povojne ureditve Evrope na Zahodu kazala želja po omejitvi nacionalne suverenosti. V vojni se je zdela privlačnejša zamisel, da bi lažje dosegli mednarodno skladnost močno federacije, ki bi države predale nekaj svoje oblasti in s tem del suverenosti. Pri tem se je kot ključni problem pojavilo vprašanje, kako dolgoročno zaustaviti Nemčijo in pozdraviti bolno srce sodobne Evrope, kot je Hugh Seton Watson naslovil knjigo o problemu Srednje Evrope. Pri razreševanju tega vprašanja ima znova pomembno vlogo ravno prej omenjeni Toynbee, ki je ocenil, da se je v Podonavju nacionalni princip izkazal za neuspešnega, ker so ljudje preveč etnično in versko prepleteni. Menil je, da je bila leta 19 storjena napaka, ker se je zahodna nacionalna ideja uresničevala v popolnoma drugačnih okoliščinah. Zato je dolgoročno načrtovanje na Zahodu privedlo do pretežne prevlade revizijonističnih pogledov na Habsburško monarhijo in vlogo nacionalista v Podonavju. Na podlagi historičnega revizionizma so prišli do sklepa, da predstavljajo ustavne strukture izpred leta 18 najprimernejšo obliko. Sprva so razmišljali o obnovitvi Habsburške monarhije. Ta tvorba bi bila sposobna ekonomskega preživetja in bi se lahko uspešno opirala ponovni nemški agresiji. Predlagano Podonavsko federacijo bi ekonomsko in diplomatsko podprle zahodne sile. S tem je postalo vprašanje prihodnje mednarodne ureditve aktualne tudi z vidika slovenske politike, saj je neposredno posegalo v bodoči položaj slovenskega prostora. V tem kontekstu je del slovenske politike obudil zamisel, po kateri bi bila združena Slovenija samostojna država kot zaledje Trsta, ki bi bilo pod mednarodnim nadzorom.
Po okupaciji se angleški načrt, po nekaterih razmišljajih naj bi Slovenija bila kneževina, ki bi načeval lastni knez, po nekaterih inačicah naj bi bil to angleški princ, ki bi ga po končni zmagoviti vojni zedinjenja Slovencev ustoličili na Gosposvetskem polju, znova pridobil določeno vlogo v načrtih slovenskih politikov. Vendar še v kasnejši razvoj drugo smer, povsem drugače od prvotnih zamisli zahodnih zaveznikov v srednjeevropskem prostoru. Zaton ideja o federativnem srednjeevropskem povezovanju ni bil rezultat sovjetske nadvlade v tem prostoru, temveč predvsem posledica splošnega pomanjkanja interesa za tovrstne povezave med samimi narodi Srednje Evrope. Pa tudi snovalci teh načrtov so kmalu spoznali nerealnost takšnih zamisli. To spoznanje razložil A.G.P. Taylor v predkrovu v drugi izdaji monografije o Habsburški monarhiji, ki je šla leta 1948. Navajam. Ta knjiga je povsem predelana izdaja prejšnjega dela z istim naslovom, ki sem ga izdal leta 1941. Čeprav sem si v prvotni knjigi prizadeval, da bi gledal resnici obraz, jo je še vedno obvladovala liberalna iluzija. Mnogi odstavki so govorili o zamujenih priložnosti in dajali misliti, da bi se bila Habsburška monarhija utegnila ohraniti, samo ko bi bil ta ali oni državnik ali narod pametnejši. Človek se je težko ognil takemu stališču, ki je prebral dela neštetih dobromislečih sodobnih pisateljev, ki so pisali pred padcem monarhije, ali pa še niso mogli verjeti, da je izginila. Tako obžalovanje ne sodi med zgodovinarjeve dolžnosti. Posebno če zgodba, ki jo prepoveduje, spet in spet izplačuje, da ni bilo nikakih priložnosti, ki naj bi bile zamujene. Boj med nadnarodno dinastično državo in narodnim načelom je bilo treba izbojevati do konca. Prav tako tudi boj med gospodskimi in podložnimi narodi. Konec navedbe. Bistvo oživitve Toynbeeve zamisli, ki je predvidevala samostojno državo za leti Trsta, je bilo predvsem preprečiti državno povezavo slovenskega ozemlja z Avstrijo, če jugoslovanska država ne bi bila obnovljena, oziroma preprečiti, da bi deli slovenskega ozemlja, Primorska s Trstom, prišli v okvir avstrijske države. Pred vojno proti avstrijsko in še zlasti proti habsburško razpoloženje se je po okupaciji le še radikaliziral. V očeh tedanje slovenske politike je Avstrija predstavila zgolj predstražo nemške ekspanzije v Podonaju. Značilno je stališče Slovenske zaveze iz aprila 1943, da sicer dopuščajo možnost različnih rešitev slovenskega vprašanja, le navajam pod Nemčijo ali Italijo nihče ne bi hotel in tudi Avstrija nihče ne mara, ker so Avstrijci eksponenti najbolj divjega nemštva in so bili Avstrijci, ki so najhuje morili in še more naš slovenski živelj. Tudi mala Avstrija nam je bila prav tako krivična kot monarhija. Konec navedbe. Skratka, še da sklenem, angleški načrt je bil v Koroščevih očeh in tudi njegovih naslednikov vse skozi obravnavan zgolj kot predlog državno-pravne rešitve slovenskega prostora v primeru, da v novi mednarodni ureditvi obstoj jugoslovanske države ne bi bil več aktualen. Skratka, angleški načrt nikdar ni bil uperen proti Jugoslaviji, ampak je bil vse skozi mišljen izključno kot alternativa, če bi prišlo do uresničitve načrtov, to smo videli, da nekaj časa so bili aktualni, ki so predvidevali oblikovanje Podonavske federacije ali celo obnovitev Habsburške monarhije. Temeljni namen obuditve angleškega načrta strani vodstva slovenskega političnega katolicizma je obvesteh, ki so prizorljale v javnost v zvezi z novim predlogi prihodnje mednarodne ureditve. Spomladi 1940 je Drnato povzel časnik Slovenec, navajam, da moramo odločno poudariti, da slovensko področje niti celotno, niti deloma ne spada in ne sme nikdar priti v kakšno Avstrijo. Konec navedbe. Te ugotovitve tudi v celoti potrjujejo ustreznost izbire današnjega simpozija Slovenski prelom leta 1918, ker je bil tedajni prelom dejansko tudi prelom, ne glede na spremenjujoče se poglede, tako na življenje Habsburške monarhije, kot v dveh jugoslovanskih državah, kot tudi z perspektive današnje samostojne države, v pogledu državno-pravne povezave dokončen. Vrnitev v Habsburški objem ali z besedami Franceta Dolinarja se celo postaviti v vlogo skesanega grešnika, po prevratu leta 1918 namreč ni načrtoval noben slovenski politični subjekt. Nasprotno, ravno obeleževanje 29. oktobra kot narodnega praznika je na simbolni ravni odražalo, da je bilo prav na tej prelomnici utemeljeno bistvo narodne politike predvojnih nosilcev politične oblasti. V tem pogledu ni prišlo v njihovem gledanju na ta dogodek do spremenja niti po njihovem odhodu v emigracijo. Hvala lepa.
Hvala lepa, Bojan.